Kako mati vzgoji mučenika? Kako lahko mati, ki naj bi svojega otroka ljubila bolj kot karkoli na tem svetu, misli, da je prava pot v življenju narediti iz tega otroka nekoga, ki bo šel ven in počel zlo na tem svetu? Mislim, da si je to vprašanje zastavilo že veliko izmed nas. In veliko izmed nas se s tem sploh ni ukvarjalo. Pomislili smo, matere niso zares odgovorne. Ampak ta video kroži naokoli, ker je zelo, zelo pomemben opomnik, da se indoktrinacija začne doma. Saj je ta konec tedna materinski dan. Mislim, da vsi cenimo, kakšna je dobra mama, ampak kakšna je slaba mama in kaj to pomeni za našo družbo. Samo opozorilo glede občutljive vsebine. Ta video ni ravno enostaven za gledanje. To je bilo grozljivo. Ker so oni tisti, ki jih branimo, dokler... To je Farhat. Pri 6 je vzgajala svojega sina od otroštva, da bi umrl prezgodaj. Tisti, ki je mlajši od Mohameda, je najstarejši med nami. Vsi smo bili v istem čolnu, imeli smo normalno življenje, nismo se bali ničesar. Želim priporočiti, da najprej pogledaš ta video. Samo poglej zgornji del, prav? Samo poglej ga, preberi besede, so pomembne. Potem bomo pogledali še drugi del. Življenje je drago, a ničesar se ne bojimo. Nismo se ničesar bali. Da gledamo. Zato imamo samoborilske bombnike. Si videla, kako je to rekla z nasmehom? So, vendar niso od. To gledati je zelo težko. Odkot ti taka miselnost, da greš po tej poti in se počutiš, kot da so ti oprali možgane, ali te tako pogojili? To me ni užalostilo, to me je razjezilo. To mi je gnusno, to je žalostno. Vse življenje je dragoceno. To se mi zdi kot znanstveno-fantastični film. Nerazumljivo je, da bi ljudje z veseljem dali svoje otroke umreti. Z veseljem umreti, prav? Želim biti jasna glede tega, kaj se tukaj dogaja. To so posnetki navadnih mam v islamističnem gibanju, ki so se same potisnile naprej. Ali imajo džihadistične otroke, ali pa verjamejo, da bi jih morale imeti, ali pa so preprosto običajne islamistke. In tukaj slišimo, kaj v resnici menijo, da je njihov cilj kot matere. Pomisliti, da obstajajo ženske, ki se zjutraj zbudijo in rečejo, moram roditi otroka, da ga potem žrtvujem, je za nas nekaj nerazumljivega. Pomembno pa je tudi, da ljudje spoznajo, kako globoko sega ta indoktrinacija. Ker če je to tip matere, s katero odraščaš, mama, ki dejansko misli, da si popolnoma odveč in vreden le za nek namen, misliš, da se lahko te ljudje osvobodijo te indoktrinacije. Že sama psihološka škoda zaradi tega. Pozabi na njihov sistem prepričanj. Že sama psihološka škoda, ko ti mama celo življenje govori, da je najboljša stvar, ki jo lahko narediš, to, da si nekdo, ki se ubije. Koliko ljudi je tam? 4. 55, ni otrok, dovolj je. Vzeli bomo 4. Vseh 4 ni več. Ta mama, koliko svojih otrok imaš med mučenci? Nekaj jih je. 4 in ponosna sem nanje. Nimam niti enega sina. Samo jaz sem. To je to. Zakaj si tako žalosten? Prisežem pri Bogu. Moji otroci in vse, kar govori, je vse za Božjo stvar. Jaz pa... Hvala Bogu. Kaž. Hvala. Bogu. Ne vsaka mama je takšna kot ona, ne? Ta pogumna ženska, ki je iskreno žrtvovala vse, kar je imela. Svojo domovino, celo svoje otroke. Celo za njih je žrtvovala vse za Božjo stvar. Bog. Pri Bogu prisežem. Imam enoletnega sina, edinca. Ne vzgajam ga zato, da bi umrl. Mislim samo na to, da ga ljubim in ga zaščitim. Sina sem pripeljala na ta svet, da bi živel najdaljše možno življenje, ki mu ga lahko dam. Da bi bil uspešen, zdrav in da bi prinesel več prijaznosti v ta svet. Mislim, da vsi tako razmišljamo. Pa vendar si oglejte te posnetke teh otrok. Junakinja mučenka, ki je iskreno žrtvovala vse, kar je imela za svojo domovino. Gledate indoktrinacijo. To so majhni otroci, ki govorijo o tem, kako je najboljša stvar, ki jo lahko naredi, da postane Džihadistka. na televiziji, ja. Samo da bo jasno. Žrtvovala je celo svoje ljubljene otroke za Boga. Poglejte strah. Žrtvovala se je zanje na Božji poti.
Gledaš te posnetke in si rečeš, kako je to mogoče. In potem ugotoviš, da je to mogoče prav na ta način. Te mame so tam, kot da bi rekle, izgubile smo svoje otroke. In to je v nasprotju z vsem, v kar smo naučene verjeti. Zato, ko rečemo, da se soočamo s pravim problemom, to ni le pretiravanje. Razsežnost indoktrinacije, ki je tako zelo v nasprotju z našim sistemom prepričanj, je skoraj nerazumljiva. Imam enoletnega sina. Ravno nasprotno. Vse to izhaja iz pranja možganov. Zelo sem hvaležna, samo komaj čakam, da moja hči konča s to šolo, ker ji jutri ni zagotovljen. Dejstvo, da se dojenčki vzgajajo, da to počnejo in občudujejo, me straši. In tudi tebe bi moralo biti strah. Da se to nikoli ne bo končalo. Samo dejstvo, da. Imam enoletnega sina in edina misel pri njegovi vzgoji je, da ga ljubim in zaščitim. Svojega sina sem pripeljala na ta svet, da bi živel najdaljše možno življenje, ki mu ga lahko dam. Da bi bil uspešen, zdrav in da bi prinesel več prijaznosti v ta svet. Zato smo vsi imeli otroke in zato je tako pomembno, da ljudi razumejo, ko rečeš, da se soočamo z indoctrination. Globoko zakoreninjeno in je tako globoko v nasprotju s tem, v kar verjame Zahod, s tem, kar ceni naša družba. Soočate se z ljudmi, ki nimajo težav uničiti najpomembnejšo stvar v naši družbi. To je raven indoktrinacije, s katero se soočamo. In zato ne gre samo za to, da mi takšni ljudje niso všeč. Moramo jih odstraniti iz naših družb. Zelo nevarno je, da so okoli nas ljudje s takšno miselnostjo. Matere, ki smo jih pravkar videli, so popolno nasprotje. Vse to je posledica pranja možganov. Zelo sem hvaležna za svojega otroka. Komaj čakam, da pride moja hči na avtobus. Ljubim jo, ker jutri ni zagotovljen. Dejstvo, da se dojenčki vzgajajo, da to počnejo in občudujejo, me straši, da se to nikoli ne bo končalo. Samo dejstvo, da je to resnično in da se dogaja. Samo pravim, če veš, kaj je prav, ravnaš prav. Ampak kako bo to mogoče, če so matere indoktrinirane, da mislijo in živijo tako, kot so bile naučene in to prenašajo naprej na svoje otroke? Vojna se bo končala, ko bodo ljudje imeli svoje otroke raje, kot sovražijo naše otroke. Če so bile kdaj izrečene prave besede. In to si moraš zapomniti. Stvar, ki bi jo morali imeti najraje, za katero bi jim moralo biti najbolj mar, jim v širšem okviru njihovega načrta in tega, kar poskušajo doseči, sploh ni pomembna. To kaže, kako predani so, kako zavezani so temu, koliko sploh ne nameravajo odnehati ali se ustaviti. In to mora biti v ospredju tvojih misli. Ne samo, da je to izprijeno in srce parajoče videti, resnično srce parajoče, ampak je še pomembneje opomnik za nas, kako nora je ta grožnja, kako globoko sega na vseh ravneh, prežema vse. In tem ljudem ne smemo dovoliti, da so del naših družb, če želimo zaščititi tisto, kar naše družbe cenijo in jim je mar. To so otroci, ženske, družina in prihodnost. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.